Kaj se dogaja? Kaj se je zgodilo? Hranil sem jo. Težko jo je bilo potolažiti. Obupan oče pokliče 112, potem ko ena od njegovih dvojčic preneha dihati. Nočem škodovati svojim dojenčkom. Tako zelo jih imam rad. Bi Andrew Cameron škodoval svojim deklicam? In zakaj je njegova zaročenka pod drobnogledom? Sam Annette Levy, N2G Crime Fix. Veste, del razloga, da vam lahko predstavimo tako pomembno in resno epizodo Crime Fix, kot je ta, je v tem, da imamo res odlične partnerje. Eden od njih pa je Morgan & Morgan. Več kot 35 let se ta odvetniška pisarna bori za ljudi, kot sva vi in jaz, in je za svoje stranke izterjala več kot 30 milijard dolarjev. Z več kot 1000 odvetniki v več kot 100 pisarnah je najem Morgan & Morgan dobesedno, kot da bi najeli vojsko, ki se bo borila za vas. To je ekipa, ki se bo borila z vso močjo, da svojim strankam zagotovi odškodnino, ki si jo zaslužijo. Vse odvetniške pisarne niso enake. Če najamete napačno odvetniško pisarno, ste lahko poraženi, še preden sploh začnete. Če se vam kdaj zgodi poškodba, lahko preverite Morgan & Morgan. Njihova provizija je brezplačna, razen če zmagate. Za več informacij lahko obiščete forthepeople.com/crime ali forthepeople.com/crimefix. Kliknete spodnjo povezavo ali skenirate QR kodo, ki jo vidite na zaslonu. 4 mesece stari dojenčki so resnično dragoceni in popolnoma nemočni. Ne morejo narediti popolnoma ničesar sami zase. Njihovi starši naj bi jih imeli radi, skrbeli zanje in jih seveda zaščitili. Toda v Ohiju, v predmestju Cincinnatija, imenovanem Goshen Township, je bil oče po imenu Andrew Cameron obtožen nepredstavljivega, da je umoril svojo 4-mesečno hčerko Evelyn. In v tem primeru je preobrat, ki ga niti jaz nisem pričakovala. Ostanite z nami, za več o tem kasneje. 4. novembra 2024 je Andrew Cameron poklical 911 in to, kar je prijavil, je bilo iskreno povedano nekoliko nenavadno. Poslušajte, kaj je Cameron povedal policiji, ko so prispeli na njegov dom. Moram te naučiti. Redo. Kam gre? K otrokom? Body sever. Bodi sever zdaj takoj. Kaj se dogaja? Kaj se je zgodilo? Hranil sem jo. Imela je zaplete, ker se ni mogla pomiriti. Zato sem jo odnesel, da ji zamenjam plenico. Padla je dol. In mislila sem jo poskušal ujeti nekaj takega, mislim, da je udarila za zadnjim delom glave, ampak je nisem ujel pravočasno. Tako da, ne vem. V redu. Kdo je tukaj s tabo? Samo jaz. Samo ti si z njo? Ja. In imam še enega otroka. Kje je mama? Je v službi v Daytonu. V redu. Peli nas noter, da vidimo, kje je. Ja. Koliko je star drugi otrok? Še ne. Ja. Sam počakaj. V redu, gremo. So kakšni psi ali kaj tazga? Ja. Bom tam, bom sedela kar tam čez. Stiskal bom prsni koš zdaj. Menjal sem ji plenico. V redu, samo povejte, kaj se je dogajalo. Menjal sem ji plenico in potem Kje je spala? ni spala. Menjal sem ji plenico. Kako, kdaj se je zbudila? Takrat sem ga imel zunaj in jo hranil. V redu, v redu. Torej si jo pripeljal nazaj sem in potem... Kaj? No, začel sem ji menjati plenico in potem ni kakala, zato sem ji pritisnil na trebušček in potem se je razjezila. Potem sem ji hotel prinesti nekaj drugega, da bi jo potolažil in sem ji spustil dudo. Tako sem jo pobral in ona se je odkotalila, ker je ves čas močno potiskala noge skupaj, ker ima refluks. In tako se je potisnila dol. In bilo je že prepozno, preden sem sploh lahko kaj naredil, kot da sem. Torej, menjaš ji plenico, spusti svojo dudo. Ja, no, izpljune jo. Izpljune jo in kaj potem narediš? Poskuša nas zdraviti, odbila se je od dna tukaj in se odkotalila tja. Obrnil sem se za sekundo, ona jo je potisnila naprej. Ona jo je potisnila naprej in kaj potem? Dol z tega. Ona jo je potisnila dol z tega. In kako je padla? Ja. Padla je. V redu, kaj se je potem zgodilo? No, poskušal sem jo ujeti pravočasno, a je padla na tla. V redu, kaj se je potem zgodilo? Dvignil sem jo in je bila, kot da lovi sapo. Zato sem bil kot... in poskušam, kot da
Jo spravim k sebi in potem sem jo položil nazaj tukaj zadaj in poskušam pobrisati stvari in počistiti. In potem vidim, da se ji na trebuhu pojavlja modrica, tam, kjer je imela pleničko. In nekako ji iz ustnice teče kri. In sem kot, kako za vraga se je to zgodilo, saj nimaš zob. Res sem bil čisto iz sebe. Potem pa začne spreminjati barvo, prav? Začne postajati bleda. Zdaj pa res popolnoma zdorim. Kaj se dogaja? Kaj sem pravkar naredil? Je to moja krivda? Kaj za vraga se dogaja? Torej, mislim, da ni dihala enakomerno. Opazil sem, da ne diha redno. Gledal sem, če se ji rebra premikajo ali kaj podobnega, pa ni bilo nič od tega. Preprosto mi dihala. Dojenčica Evelyn je bila stara komaj 4 mesece in imela je dvojčico. Policist je prosil Kammerer, naj še enkrat razloži, kako je 4-mesečna Evelyn padla s previjalne mize. V redu. In ko je padla na tla, je padla na hrbet ali na obraz? Bilo je, kot da je padla na hrbet ali glavo, ja. V redu. Kaj je počela, preden ste ji zamenjali plenico? Bila sta zunaj in rekli ste, da imata refluks. Je bila razburjena? Je bila? Bila je nemirna in tako. In poskušam jo seveda pomiriti. Poskušam jo spraviti v dobro voljo, kaj ne? Tako da sem jo vzel v naročje in jo prinesel sem noter, da ji spet zamenjam plenico in vse to, ter da opravim vse korake, prav? Ravno je jedla. Samo poskušam jo spraviti spat, da bi zadremala. Vse tiste druge stvari, ki jih počneš, da pomiriš dojenčka, kaj ne? Ampak se noče pomiriti. Tej. Verdi. Kaž. Kuši pa. Tukaj. Kaj potrebujete? Ste obvestili svojo ženo? Samo rekel sem nujno. To je vse, kar sem rekel. Nujno. V redu. Moraš. Bo tvoj sosed pripravil drugega dojenčka in šel v bolnišnico? Je ona že tam v bolnišnici? Ona je že odšla. V redu, ja. Ona bo šla. Ja, torej, be north. Ob kateri uri je tvoja žena šla v službo? Odide od tukaj okoli 30, začne delati ob 4:30. V redu. Kdaj se dojenčki zbudijo? Zbudim jih ob 6. Ob 6. Torej, to počnemo šele 1 uro. To je njena postelja. V redu. Pripravimo še drugega otroka, potem pa bomo prosili tvojega soseda, da te pelje, ker si v redu. Lahko sploh preoblečem oblačila, ali je to v redu? Nimam niti spodnjega perila, nosim samo pižamo. Ja, to je v redu. Zdaj ne more biti nič bolj resno kot to. 4-mesečna deklica, ki je ostala v oskrbi svojega očeta, je prenehala dihati. Andrew Kammerer trdi, da je dojenčica Evelyn padla s previjalne mize, ampak ali je res? Se je to res zgodilo? Bi se to lahko zgodilo? Ostali bomo tukaj in s to hišo, kakršna je, bomo ostali tukaj zunaj. Notri ni drugih otrok, kaj ne? Nič drugega ni. Ne, to je vse, kar imam. V redu, prav, ostali bomo tukaj. Pojdite v bolnišnico, mi bomo vse zavarovali za vas. V redu. Samo ona bo vozila normalno, verjetno so že tam. To je v redu. Torej, ne. Razumem. Kar nadaljuje. Mislim, razumem, vse je noro in take stvari, ampak sem malo zmešan v glavi, tako da to nekako zmorem. Stvari, tukaj je naša fizika. Vse bomo zavarovali in počakali tukaj zunaj. Prihajajo še drugi preiskovalci, to je razlog. Ampak vi morate v bolnišnico. V redu. Prav, v redu. Andrew Kammerer je odpeljan v bolnišnico. Ko prispe, je tam njegova družina, vključno z njegovo zaročenko, Danielo Rudi. Dojenčica Evelyn ni v dobrem stanju, kot Andrew pojasni detektivom. Njen utrip je zelo šibek in skrbijo jih, da jim morda ne bo uspelo preživeti. V redu. Tako da je. Ni dobro. Mislim, govorim z vami preprosto, strah me je človek. Res me je strah. Torej, to je običajen postopek v takšnih situacijah, veš? Razumem to, ampak me je še vedno tako strah. Tako me je strah. Zakaj mi potem ne poveš, kaj se je zgodilo? Bilo je nekako. Vidno sem ga, bilo je verjetno 30. Potem sem šel noter in ji dal dudo v usta. Bilo je verjetno okoli 5:45, običajno stanejo malo pred 6 uro. Potem pa vstanem ob 6, pogrejem mleko in ju posedem tja. Imata tisto malo blazino, ki je bila na taboreju, tik pred televizijo v moji hiši. Ne vem, če ste vi šli tja. Jaz nisem bil tam, ne.
tako jih posadiva tja in na ta način lahko, saj veste, imeti dvojčka je malo težko, ne morem kar držati obeh dojenčkov in ju hkrati hraniti. Tako da stvari, kot so blazine Bopi in navadne blazine, mi pri tem pomagajo. Tako jo nahranim, ura je verjetno okoli 6:20. Imam ju, kot da že začenjata zaspati. Sta nedonošenčka človek. Nista še popolnoma razvita, a ne? Torej, Veliko se napenja in usloči hrbet zaradi tiste kisline. Zato ni umirjena. Torej, zaspita ob 6:36 in razmišljam, veš, da se moram začeti pripravljati. Kmalu moram iti v službo in moram jo odložiti pri svojih starših na poti v službo. Tako sem jo odnesel v otroško sobo in jo, veš, poskušam pripraviti. In odprnem ji pajaca in ga dvignem, veš, jo zavijem ven in ji snamem plemico. V njej je urin, ni kakca. Tako sem ji malo pomasiral noge in jih nežno pritisnila njen trebušček, da vidim, če bo to pomagalo. In je pomagalo. Pokakala se je. Potem je začela gutrnati, izpljunila je dudo in jaz, padla je z roba, z previjalne mize in odskočila. Tako da sem se za sekundo obrnil in verjetno je v tem času se je čisto stočila, ker je bila dobesedno kot izstreljena proti tlom, ko sem se obrnil. In takrat jo poberem, jo tolažim in preneha jokati, ko jo tolažim, potem pa začne godrnjati in spreminjati barvo. In takrat nekako opazim, da verjetno ne diha tako, kot bi morala dihati, kaj ne? Mislim, ne kriči. Iskreno, njene oči so skoraj meglene in ne izgleda dobro. Takoj pokličem 112 in sem na telefonu z operaterjem. In potem sem samo poskušal narediti vse, kar sem lahko, da ji pomagam človek. Ne vem, mislim, to je to. Ne bi ti mogel niti povedati, kaj se je v resnici zgodilo potem. Vem samo, da so bili vsi v moji hiši. To je bila ena stvar, ki jo je rekla, je vrata odklenjena? Ne. Jaz sem imel dojenčka, zato sem šel in odklenil vrata. Vrnili sem se, vzel sem svoj telefon in potem sem bil tam in takrat sem izvajal stiske prsnega koša. Tako prav v kotu mojega kavča je izpljunila vse mogoče mleko. Bila je mlahava kot testenine, popolnoma brez moči in brez barve. In to je najslabša stvar, kar se lahko zgodi. To je resnično najslabša stvar. V redu. To sta tvoja edina dva otroka? Ne, nimam starejših otrok. Tega še nikoli nisem imel, to je prvič, da imam otroke, to je edino, veš, prvič, nikoli prej nisem imel otroka. Ne vem, kaj naj naredim in samo trudim se preživeti vsak dan. Prav. Andrew Kammerer ponovno razloži, kako pravi, da je bila Evelyn nameščena, ko je padla s previjalne mize. Torej, leži vzdolžno na previjalni mizi. In, ampak mislim, da niso jutri dopolni 4 mesece. Zelo mobilna je in moral bi jo pripeti. To je najpomembnejše. Moral bi jo pripeti. V redu. Ali se pogosto prevali? Veliko se potiska, ja. Se potiska ali se prevali? Z nogami. Potiska se z nogami. Torej ima refluks kisline. In potem upognejo hrbet in poskušajo olajšati bolečino in vse to kislino in pline, ki so v prsih. Torej upogiva noge, zelo je poga in se bo tako napenjala. In pade s konca previjalne mize ali s sprednje strani? Ne, padla je z sprednje strani. Detektivi še naprej zaslišujejo Andrewa Kammererja. Po poklicu prodaja motorna kolesa in bil je z dojenčki, medtem ko je bila Daniela v službi. Po dolgem pogovoru zapusti sobo, da lahko zdravniki obvestijo njega in Danielo o Evelyninem stanju. A nato se vrne. Torej, so ti dali kakšne nove informacije? Ja, v redu. Veš, kateri zdravnik je bil? Ne. Kakšne so bile nove informacije? Ni dobro. Da bo na koncu verjetno ostala možgansko mrtva. Da je bila predolgo brez kisika v možganih in da ne bo preživela. V redu. In ne veste, kako je ime temu zdravniku? Ne, gospod. V redu. Nisem. Iskreno ne bom omlagal, sem čist. Iz sebe. Nisem ujel njenega imena. Je bila to ona?
Ne. Si dojenček. Andrew Kammerer zapusti sobo, nato pa se zdravniki pogovorijo z njim in Danielle o Evelyninem stanju. Približno 12 minut kasneje se Andrew vrne v sobo, kjer ga čakajo detektivi in mu potrdijo žalostno novico o dojenčici Evelyn. Torej, zdravnik nam je dal posodobitev, predvidevam, da je verjetno podobna tisti, ki ste jo dobili vi. Ne izgleda dobro, ampak ne vedo, niso mogli dati veliko informacij. Tudi med tem, ko te ni bilo. Poklical je še en detektiv. Imate psa v hiši. Potrebujete pomoč pri prevozu psa k nekomu ali kaj podobnega. Vaš sosed je ponudil, mislim, da bi izpustil psa ven ali kaj takega. In potem smo nameravali zakleniti vašo hišo in dati ključe vašemu sosedu, samo da bi jo zavarovali. Tako bi lahko bili tukaj bolj mirni in vam ne bi bilo treba skrbeti. Je to v redu za vas? No, čisto tukaj pri nas, torej, v redu. Torej, ali so v redu, je pes prijazen? Jani, je vaš sosed? Ali je vaš sosed pozna psa? Mislim, da ja. V redu, torej bo sosed poskrbel za psa. In potem želite, da kar zaklenemo hišo, tako vam ne bo treba skrbeti za varnost hiše. To je v redu. Torej, preden ste šli ven, smo se pogovarjali. Potem, ko se je ta dogodek zgodil. Ali menite, da ste jo morda stresli? Ali ne? Ne zdi se mi, da bi jo stresel, res ne. Kot sem rekel, zibala se je človek. Ne želim poškodovati svojih otrok. Tako zelo jih imam rad. Resnično mi je mar zanje. To sem rekel v trenutku, ko so se rodili. Poznal sem jih en dan in naredil bi vse na svetu zanje. Tega ne bi naredil niti za nekoga, ki ga poznam že 10 let. Ja. In seveda, če bi potreboval pomoč ali kaj takega, če bi potreboval majico ali kaj podobnega, bi ti dal svojo majico s hrbta. Ampak ne bom ti posodil $10,000, ampak za te deklice nekaj je na njih. In celo Daniel sem povedal, da je to najbolj nenavaden občutek na svetu, ko veš, da bi naredil vse za to malo bitje. Ja. Se ti in Daniel kdaj prepirata? Ne, mislim, da se prepirava glede financ in podobnih stvari, ampak ne prepirava se. V redu. Kako pogosto bi rekel, da se to zgodi? Mogoče nekajkrat na mesec? A kdaj pride tudi do fizičnega? Nikoli. V redu. A kdaj udaraš v steno, kaj zlomiš, kaj tacga? Enkrat sem se zbudil zaradi nočne groze in sem udaril vrata v svoji spalnici. Prepričan sem, da so to videli. Nisem prepričan. Ja, isto sem udaril. Ne, nimam nasilnih občutkov. Kako dolgo je že od tega? Ne vem, človek. Mogoče nekje prej letos, na začetku leta, januarja, ne vem, niti ti ne bi znal povedati. To se je zgodilo že tako dolgo nazaj. Cela ta leta se mi zdi, kot da je minilo 10 let. Ne bom ti lagal, to je bilo najdaljše leto in najtežje leto v celem mojem življenju. Ampak danes zjutraj nisi udaril v nobeno steno ali kaj zlomil? Ne. V redu. Kaj pa sinoči? Ne. Kaj pa Daniel? Ne. Ali kdaj udaril stene ali razbije kaj, ko se prepirata? Ne. Ali je kdaj fizično nasilna do tebe? Ne, je zelo pasivna. Torej, če se kdaj skregata, imaš občutek, da se ti ali ona zapreta vase ali se stvari še bolj razplamtijo? Ona se zapre vase. Jaz postavljam vprašanja, sem zelo usmerjen k rešitvam in preprosto želim najti odgovor. Želim vedeti, kako to popraviti. Kaj naj naredim? Kako naj pridem do tega, kar se je zgodilo? Ona je nekako pasivna, tega ne mara početi. Noče reči nečesa, kar bi prizadelo čustva. Ali pa noče reči nečesa, kar bi kasneje obžalovala ali kar podobnega. Zato je nekoliko bolj pasivna. Malo se zapre vase. Andrew Kammerer je detektivom povedal, da je imel najslabše leto v svojem življenju in da se s svojo zaročenko Danielo prepirata zaradi financ, vendar zanika, da bi tistega jutra v steno tiste hiše udaril luknjo. Nato se detektivi odločijo soočiti Andrewja s svojimi sumi. Torej. Ali je mogoče, da se je danes zjutraj zgodilo še kaj drugega, česar nam ne poveste, kar bi bilo povezano s tem, da je Evelyn padla s previjalne mize?
Ne, človek, povedal sem vam vse. Ni še ene stvari, na katero bi se lahko spomnil, da vam je nisem povedal. Razložil sem vam vse, koliko sem se spomnil, po časovnih obdobjih, po vsem. Tako da so mi poslali sliko previjalne mize. Ja. In je kot ubočena na sredini. Kar, veš. To sem ti govoril. Je nekako kot rampa, ne? Ima zaobljen rob kot kolovična cev. Kar me, veš, iz zunanje perspektive, ne napadam te ali kaj tajzga, ampak ko to vidim, si mislim, to bi bilo čudno. Kako se iz tega izvlekla, vem, kaj hočeš povedati, prijatelj. In verjemi mi, potem, kar je rekel zdravnik, tudi mene skrbi. In vse te skrbi in vse te stvari in podobno. Ampak se premika, ona se toliko premika, ne? Ona se res veliko premika, oba se. In tudi, ko jo dam tja noter, to je previjalna miza, brca vse povsod. Oba to počneta, toliko se premikata. Jaz ne vem kako. Ali je mogoče, da ti je padla iz rok? In ta izjava ali ta situacija je samo potrdila, kot da se je zlila v to, da je padla z te previjalne mize. Ne, jaz. Nikoli jih nisem spustil. Nikoli nisem naredil ničesar, zaradi česar bi se počutil neprijetno, ko jih držim. Bom iskren, ne držim jih veliko, ker so tako majhni, kaj ne? Ja. Ne maram držati dojenčkov. Mislim, da je to strašljivo. Popolnoma me je groza držati ti mali deklici. In ko gledam to sliko, ne izgleda ravno tako. Tako je to postavljeno, kaj ne? Prav. V redu, ne izgleda, kot da bi bilo sploh mogoče pasti na ta majhen prostor, kaj ne? Če bi padla s strani, bi mislil, da bi verjetno pristala na preprogi. Kje si pristala na preprogi? Ja. Torej, pokaži mi, veš, kje je tukaj ležala. Prav, v redu, oprosti. Tako nekako tukaj noter, v redu. Torej, njena glava je bila tukaj in ona, kot sem rekel, spet slišal sem tisti šumeči zvok in potem je ležala tukaj. Ne vem, človek, razumem. Razumem, nima nobenega smisla. In če moraš narediti, kar moraš narediti, razumem. Ne, ni tako. Tako to ne deluje. Samo poskušam razumeti, veš, kaj točno se je zgodilo. In seveda, veš, obstaja še en del mene, ki pravi, hej, morda sediva nasproti nekomu, ki je naredil grozno napako s svojim otrokom. In zdaj imamo dolžnost zaščititi tega drugega otroka, kaj ne? Ja. Torej, star. Tako me je strah. Mislim, celo Daniel sem rekel. Rekel sem, Daniel, poslali me bodo v zapor, ampak ti lahko prodaš hišo, dobiš denar, poravnaš svoje stvari, narediš, kar moraš, vložiš v novo hišo. Mislim, ne vem, res ne vem. Jazz, samo jazz. Vem, ne vem. Zdravnik pravi, da je bil dojenček pretrešen. Vi me sprašujete, ali je bil dojenček pretrešen. Očitno je bil dojenček pretrešen. Jaz ne razumem. No, jaz ne bom, nočem ti polagati besed v usta, ampak mislim, da so tukaj določena dejstva in okoliščine, ki me spravljajo v dvom, veš, ali je otrok res samo padel s previjalne mize. Ja, ne, nima nobenega smisla. Poškodbe male Evelyn so tako hude in resne, da je očitno, da detektivi ne verjamejo, da se je poškodovala zgolj s tem, da bi padla s previjalne mize. Poskušajo prepričati Andreja Camaro, da jim pove, kaj se je v resnici zgodilo. Ona bo umrla. Ona bo umrla, kaj ne? Torej sem v bistvu, bodisi zaradi neke malomarnosti ali česa drugega, ubil svojega otroka. In mislim, da ne. Ne sprašujem vas v tej situaciji. Pravim, v situaciji, kjer je potrjeno, da so dojenčka stresli. Kaj mislite, da bi se moralo zgoditi s to osebo? A mi neke vrste, ja, mislim, da bi moralo biti kaznovano, kaj ne? Kako pa mislite, da bi moralo biti kaznovano? Ne vem, ne razumem, kako deluje vsa ta birokracija in pravosodni sistem v tem pogledu. Ampak ali obstaja kakšen časovni okvir? Ne vem, verjetno greš v zapor. Ja. Ja. Kako dolgo misliš, da bi morali iti v zapor? Nimam pojma, ne vem, mislim, zgodna kazen, ne vem, mislim, da so dojenčki. Sprašujem po tvojem mnenju, kaj misliš, da bi se moralo zgoditi, če bi bilo tako?
Če bi v primeru bilo potrjeno, veš, stresen dojenček. No, mislim. Spet je bil to nekdo, ki je bil pod stresom, je bil to nekdo, ki je to nasilno naredil, ker naprimer ne ljubi svojih otrok ali kaj takega. Mislim, da sta oba ta dejavnika pomembna. V redu, torej mislim, da potem gre zadeva na sodišče. In če lahko ločite te dve stvari, če nekdo, veste, ljubi svojega otroka in ni nameraval ničesar storiti, in nekdo drug sovraži svojega otroka in si želi, da ga nikoli ne bi imel. Mislim, očitno je to, po mojem mnenju, vredno kaznovanja za vedno. Ubili ste otroka. Ubili ste nekaj, kar je imelo priložnost nekaj narediti na tem svetu. In nikoli ne boste vedeli, kaj bi lahko naredili. Nikoli ne boste razumeli, kaj bi ta otrok lahko naredil na tem svetu. Morda bi lahko rešil svet. In druga stran? Ne vem, človek, to je... Nesreče se dogajajo, vsi mi to ves čas govorijo. Ampak mislim, da bi bila dosmrtna kazen malo smešna. Ampak če je bila tole sreča in si dal vso svojo ljubezen, te naredil vse za tega otroka, ne vem. Mogoče bi malo olajšali in zmanjšali kazen, zmanjšali čas, ne vem. Torej, ko prideš v zapor, ko se to enkrat izve, da si ubil otroka, veš, kaj bo nekdo notri naredil? Tako kot so te drugi ljudje govorili, nesreče se res dogajajo. Ne samo, da se nesreče dogajajo, ljudje delajo tudi napake. Glede na okoliščine, tukaj mislim, da je bila storjena napaka. Seveda, človek, če je ne bi položil na mizo, če ne bi odšel, kaj ne? Ali pa se omaknil. Veš, če ne bi naredil tega, če bi si vzel sam sekundo verjetno vdihnil, namesto da bi reagiral na dudo. Moj otrok bi bil živ. Sploh ne vem, kaj bi lahko naredila človek. Vi in jaz se vedno tako zelo zafrkavava. Samo malo. Kaj misliš s tem? Samo dražim jo, ker je vedno veliko kazala jezik. Samo, ne vem, vedno sem mislila, da želi govoriti in povedati stvari, pa ni imela načina, da bi to naredila. Vedel tisti pogled v njenih očeh, mislim, samo dražil sem jo zaradi tega. Rekel sem mi, da je smešna, ko kaže jezik in podobno. Ja, torej, na podlagi najinega pogovora in veš tvojih razlag. Veš, v bistvu sta tu dve plati. Obstaja grozno, kar bi jaz opisal kot pošast, kaj ne? Ampak obstaja tudi druga plat tega, to je preobremenjena oseba, ki pretirano reagira na situacijo ali se na situacijo odzove tako, da, veš, povzroči poškodbo otroka. Ona ni poškodovana. Kaj je to? Ona ni poškodovana človek. Ni poti nazaj. Naravnost so rekli, da ni imela dovolj zraka v možganih. Ona bo umrla. Ali bo to danes, ali čez tem dni, ne vemo. Ampak zanjo ni nobene možnosti, da bi... In celo v smrti mislim, da ima ta situacija dve plati. Ena je grozljiva, druga pa je nekdo, ki je preobremenjen. Mislim, da ti spadaš na stran preobremenjenosti. Ja. Ampak moram vedeti, kaj se je zgodilo. In ponovno, nisem zdravnik, ampak glede na moj pogovor z zdravnikom tam, to ni skladno samo s padcem dojenčka. Padanje, ja, in udarec v glavo, ja. Razumem. Kaj bi se še lahko zgodilo? Ne vem, človek, povedal sem ti vse, resnično sem. Ne mara tega položaja. Položaj, ki je všeč, je, da so njene noge obrnjene navzven, njena glava pa je naslonjena na moja prsa in se v tem položaju počuti bolje. Prav? Ne vem, če je bolj stimulativno, ne razumem. Ne mara tega položaja. In to vem, ampak sem poskušal ugotoviti, kaj se je zgodilo, prav? In ne morem povedati, ker, kot sem rekel, razbita ustnica, modrica na bradi, kot. Kako? Ker, ja, vsi ti pravijo, da dojenčki so trdoživi.
Vrjenčki se, veš, hitro poberejo in so takoj spet v redu, prav? Torej, Andrew Kamara ne ponudi nobene razlage, kako bi se Evelyn lahko poškodovala, razen da je padla s previjalne mize. Kmalu potem, ko se ta pogovor konča, detektivi govorijo z Andrewevo zaročenko, Danielo, materjo dvojčkov. Zelo mi je žal za to, skozi kar greste. Vem, da besede v tej situaciji pomenijo zelo malo, ampak trenutno je to, kar vam lahko ponudim. Imam obrazec, ki ga izpolnim, in vaš zaročenec mi je lahko pomagal odgovoriti na večino vprašanj, vendar bi rad ta obrazec prešel še z vami in odgovoril na vprašanje, na katera on ne more odgovoriti. Ste pripravljeni to narediti? V redu. Predtem bi rad vedel, veste, kako se je začelo vaše jutro? Kaj, moje jutro? Začnimo s nočnim večerom. Torej, od večerje naprej me popeljite skozi to, kako ste prišli do tega trenutka. Od večerje naprej. Bila je nekoliko razdražena, ne pa pretirano. Bolj je bilo tako, da je več spala, kot pa da bi želela pozornost. In imela je to navado, da je bilo to od 6:30 do 7 zvečer. Sinoči, ja. V redu, ampak ima navado, da otrpne. In ko to naredi, se običajno vsa napne, če se lahko ob kaj opre. običajno jo držimo, ko se to zgodi. Ampak je uspelo malo vstočiti hrbet. Tako da smo jo ponovno namestili in potem sem ji pomagala vstati, ji uredila posteljo. In se pripravi. In jih pripravim na spanje na tleh. Tako ni možnosti, da bi se odkotalili. Ni možnosti, da bi delala z Darcy in da bi njena pištola prišla. Jo preoblečem, zamenjam ji plenico, jo vzamem in potem se malo poigram z njo, jo oblečem v pižamico, jo povijem in jo še bolj umirim ter pripravim na spanje. Imam majhen vibracijski stolček, ki je zanjo, in v njem leži, medtem ko... In se še malo poigram z njo, ker običajno noče tako iti spat. Oblečem jo v pižamo, jo posedem, povijem in se uležemo. V 15 minutah že trdno spi. In jih položim v njihove posteljice. In bili so pridni. Od tistega trenutka, dokler se nisem zbudila okoli 2:30 ure, potem pa sem vstala, oblekla sem se, odšla sem v službo. Torej, spali so, ko ste odšli v službo. Niso se sploh zbudili čez noč. Ne, in to je zanje pravzaprav normalno. Običajno prespijo celo noč. In potem seveda ne vem, da je karkoli narobe, dokler me ne pokliče in mi to pove. V redu. Torej, je bilo to sporočeno po telefonu. Že dolgo sem bila v službi in delam tam, ker so naredili poteza. Zdaj delam v Bennonu Moreju. Torej, koliko časa je že to rutina, kjer ti vstaneš ob 2 ali 3 zjutraj, odideš? On je odgovoren za to. Tako je že od 16. septembra, ko sem se vrnila na delo. Oprostite, da prekinjam. Dovolili bomo družini, da na hitro pride na obisk. Je v redu, če si ga za trenutek izposodim? Da, gospa, seveda. Hvala. Pogovor z Danielo se nadaljuje potem, ko jo zdravniki obvestijo o novostih. Kako misliš, da se je Andrej spopadal s tem? Vem, da veliko dvomi vase. Ja. Ampak tega ne počne. V redu, dobro, v redu. Nič v tem pogovoru ni obtožujoče.
In mislim, da on to morda tako razume, zaradi stresa, saj veste, ker je s kriminalisti. In potem nasplošno vsakeč, ko gremo jesti. Ja, dejstvo. Ja. Da se je to zgodilo z njim. Vem, da ima težave, ko ga je treba pomiriti, ampak ponavadi mu gre kar dobro. Ampak nikoli ni bil grob. Nikoli ni bil. Ali je kdaj rekel, da tega ne more narediti? Drži ga za trenutek. Ja. V redu, torej ve, kdaj se mora umakniti. Da, res je. Kaj misliš, kakšna bi bila njegova reakcija, če to ne bi bila možnost zanj, da bi se preprosto umaknil? Položil bi jo v njeno posteljico in odšel. Ne bi tvegal in bi rekel, veš, potrebujem minuto. Ne morem ti pomagati, če še vedno jokaš. Položi ga v posteljico in odide. Preiskovalce zanima tudi tista luknja, ki so jo našli v steni hiše. Aha, torej pravite običajno, torej v vsaki situaciji so izjeme. Ali je kdaj kaj zlomil ali naredil luknje v steni ali kaj podobnega? Je na vratih naše omare. To je naredil samo to. Vrata je udaril samo 2-krat. Rekla bi, da smo v tej hiši že 4 leta. Kaj je to povzročilo? Bilo je neumno, ko sva se prepirala. In je samo vrelo. Namesto, da bi dosegli kakršenkoli dogovor, je samo vrelo in vrelo. Ga je udaril 2-krat v istem dogodku ali sta bila to 2 različna incidenta? 2-krat. Samo 2 ločena incidenta. V redu. Se pa ne spomniš, kaj je bil vzrok, kaj ne? Ne spomnim se natančno, zaradi česa so bili prepiri. Ampak zagotovo sta se oba prepirala. Ja. V redu. Ob kateri uri je bilo to, čez dan ali po noči? Bilo je po noči. Je bil z vama v postelji ali kako? Nisva bila v postelji. Bilo je po večeri, ampak še pred spanjem, v tistem časovnem okviru. Kako blizu v času sta bila ta dogodka? Kako daleč narazen? Daleč narazen času. Naprimer dnevi, tedni, meseci? Mislim, da je bilo približno leto dni. Prvič, ko sva se skupaj vselila v hišo, drugič pa morda pred enim letom. V redu, mislim. So zelo redki in daleč narazen, ni nasilen na noben način, v nobeni obliki ali podobi. V redu. Ali bi ga v vajnem odnosu imel za poštenega? Da. Ali si ti pošten z njim v vajnem odnosu? V redu. Torej, nobeden od vaju ne skriva skrivnosti drug pred drugim. Ni. There's no skrivnosti drug pred drugim. Ja, v glavnem so najni prepiri predvsem zaradi financ. Ja, bom to ugotovila. Prav, ne finance ali ne prepiri. Samo vprašam, ali bi ti bilo udobno iti k njemu in se z njim pogovoriti o čemerkoli? In ali misliš, da bi bilo njemu udobno, da bi se s tabo pogovoril o čemerkoli? Ja. Torej, če bi naredil kaj, kar bi prizadelo tvojo hčerko, misliš, da bi ti kaj povedal? Prepričana sem 100%, da bi mi kaj povedal. In tega ni naredil, kaj ne? Ne, v redu. Kriminalisti so skeptični in soočijo Danielo s svojimi sumi glede Andrejeve zgodbe. Tako da nisem bil pri vas doma, ampak so mi poslali sliko previjalne mize in je na sredini ubočena. Sva postelja. Ja. In tako. Gledano od zunaj nima smisla. Da bi se lahko tako odrila. Pravimo. Lahko iskreno rečem, da je veliko močnejša, kot ti mnogi priznavajo. Ampak Videla sem jo, kako se je pognala iz ležečega položaja, pripravila na start in se odrinila, da je skočila vsaj na polovico čez prostor. To je zelo enostavno narediti. In ko rečem, da je res tako grajena, mislim resno, res je tako grajena. Torej, naša vloga pri tem je, da prvič ugotovimo točno, kaj se je zgodilo z vašo hčerko,
drugič pa je, da zaščitimo vašo drugo hčerko. In kaj... Glede na to, kar pravite, imate občutek, da so vaše hčerke varne z njim? Da. Ja. Kličem, da vidim, če si. Tudi zdaj. Še vedno imam občutek, da so pri meni varni. Ker vem, da se lahko nesreče zgodijo. Ja, in tako sva se midva pogovarjala. Pojasnil sem mu, da se nesreče res dogajajo. Ja. Ampak običajno je to samo. Ne zdi se mi smiselno, da bi padec z višine 1 metra na preprogo nekoga tako hudo poškodoval, kaj ne? Ali se ti to vprašanje pojavi v mislih? In ne poskušam ti ničesar vsiljevati. Ampak ne, ker vem, da je pod to preprogo trda. In jaz, ne glede na to, kako mehka se preproga zdi, Ja. Če ni. A spodaj ni nobene podloge? Mislim, da je spodaj neka podloga. Ne vem, kakšna podloga. In potem je ravno tam, kjer se stika s parketom. Previjana miza ni čisto ob steni, ampak je dovolj prostora, da bi lahko zadela tudi v tisti parket tam. Ja. Ja. In lahko bi celo zadela del previjalne mize, ko je padala dol. Prav. Torej. Ste imeli priložnost, da jo vidite. Ste opazili kakšne poškodbe na njej? Razen tega tukaj pod njeno brado. Oprostite. To bi lahko bilo. Naložen v rešilca in odpeljan. Ampak nisem ničesar videla. Dojenčica Evelyn je umrla kasneje tisto noč. Obdukcija je kasneje pokazala, da je imela Evelyn hude notranje poškodbe možganov, hrbtenice in jeter, te poškodbe pa niso bile skladne z nesrečnim padcem. 2 dni po smrti Evelyn je policija pridržala Andreja Kamererja. Andreja, tukaj sem z gročem Krištofom. Krištof, čestitke, stopil si ven. V redu, Andrej, se lahko obrne zame. Pozdravljeni, roke na hrbet. Prosim. Na mahu, na. Lahko. Hočem ostalo. Dobo sneki sira, on ga prinaša. V redu. Naredi. Ja, tiste sive tam. Prosim, ne. Tiste sive, samo na tikače. Kaj? Na tikače imaš svoje slikovcev. Rastline tam zgoraj. Tako je. Ja, verjetno nimam niti veliko dogajanja. Ja, verjetno nimam niti veliko dogajanja. Kratke hlače bojo čisto v redu, ja. Ja. Ne, ja. Vsem te bojo zamenjal. Ne skrbi zaradi tega. Ne. Imaš kaj pri sebi? Vzemi moj klobuk. Ne, nimam ničesar. Imam majhen kamenček, ki je bil pri moji hčerki. Tukaj, vzela bom to. Želiš, da ga mama obdrži? Seveda, lahko vzameš to. In tihle vodko vzameš. Nimam ničesar drugega pri sadju. Zato je rekel, naj te ne skrbi. Ne skrbi zaradi tega. Hej, se lahko obrneš pa stopiš dol po strani? Ja. Peljali se bomo po cesti in nato zavili levo nazaj do našega avta, prav? Seveda. Andrew je bil obtožen hujšega umora zaradi Evelynine smrti in kaznivega napada zaradi poškodb njene dvojčice. Ta deklica je utrpela poškodbe, kot so zlomljena rebra. Sodnik je odredil, da ostane v priporu ob varščini $5 milijonov. Mesec dni po Andrewovi aretaciji so detektivi ponovno privedli Danielle na zaslišanje in njena zgodba o Andrewu se je spremenila. Kako bi opisali vajin odnos z Andrewom, preden ste izvedeli za svojo nosečnost? Če pogledam nazaj in skozi terapijo, ki sem jo zdaj opravila, je bil najin odnos takrat čustveno in psihično nasilen. V času razmerja bi rekla, da je bilo vse v redu.
Rekla bi, da me je v času, ko sem bila z njim, zagotovo imel pod nadzorom. In med razmerjem nisem opazila nobenih znakov zlorabe. Ali lahko razložiš čustveno in duševno? Ker očitno bi to lahko pomenilo nekaj različnega za vsakogar, odvisno od tega, kako to dojema. Kako bi rekel, da bi to opisal? To bi bilo v načinu, kako je govoril z mano. Prav. Spet, če pogledam sporočila in podobne stvari, ki jih je govoril, so bile zelo manipulativne. Pila sem. Zdaj to razumem. To. Prav. Kakšne govšne? Nobene proti meni. Ko je postal jezen ali je imel te izbruhe, kjer je bil čustveno in duševno nasilen do vas, kaj je to sprožilo? Običajno se je začelo bodisi s pogovorom o denarju ali pa me je skrbelo, da ne skrbim za svoje zdravje. Ali. Začelo bi se tako, recimo, da je povedal šalo, potem pa je šel predaleč in sem rekla hej in v redu, ali se to pogosto zgodi. Ampak se pošali, vi pa mu rečete, da je šel predaleč. Ali je kdaj nehal to početi ali je s tem nadaljeval? On bi naredil. Daniela, ne? Ali je bilo kdaj kaj? Ali je bilo kdaj ljubosumja, obtožb o varanju ali česa takega, kar bi lahko povzročilo kaj od tega? Spet gledano za nazaj. Zvedela sem, da je mislil, da ga varam. V redu. Ali so bili vaši prepiri kdaj povezani s tem? V redu, nikoli. Nikoli me ni neposredno obtožil sam. Ali kdaj? Mislim, da sem s tem verjetno pravkar dobil odgovor na svoje vprašanje in zdaj bom to samo izpostavil. Ali je kdaj izrekel kakršnekoli obtožbe, da so bili otroci njegovi ali kaj podobnega? Ne. V redu, če je. Ali je kdaj omenil kaj, da se ne more nadzorovati ali kaj podobnega? Nadzorovati svojo moč, da ne pozna svoje lastne moči ali kaj podobnega? Omenil je. Rekel je, da je skozi leta... V redu, prej? Preden sem bila noseča, prej. Ali veš, kaj točno je rekel, ali mislim, lahko tudi malo parafraziraš, ampak... Ni zares poznal svoje lastne moči. V redu. Nekaj dni po tem intervjuju z detektivi je velika porota obtožila Danielo zaradi sokrivde pri umoru dojenčice Evelyn in ogrožanja otroka zaradi poškodb njene dvojčice. Andrej je kasneje priznal krivdo za nenamerni uboj, hudodeljski napad in oviranje pravice. Obsojen je bil na 19 do 24,5 let zapora. Daniela je kasneje priznala krivdo za 2 obtožbi ogrožanja otrok. Odslužuje 5-letno zaporno kazen. In to je vse za to epizodo CrimeFacts. Jaz sem Anette Levy. Najlepša hvala, da ste bili z mano. Se vidimo tukaj naslednjič.